Zapustili smo Bali in še naprej raziskovali Indonezijo. Kva hudiča si lahko pogledaš v prestolnici, v Džakarti? Najbolj zanimivo stvar ti razkrijem na koncu tega videa. Prva punčonč ekspedicija po Indoneziji se počasi približuje k koncu. Ampak kljub temu, da se pravkar ukrcavamo na letalo, se dogodivščina nadaljuje. Vzeli smo namreč notranji let, zapustili slavni otok Bali in se z 2-urnim letom vrnili nazaj na otok Java, kjer nas je čakala še prestolnica Indonezije. Glavno mesto Indonezije je taka mešanica modernega in pa revščine. Namestili smo se v res fancy 4-zvezdični hotel, kjer smo imeli z 19. nadstropja prečudovit pogled na celotno mesto. Po odličnem hotelskem zajtrku smo šli raziskovati mesto. In to kar peš, saj tako najbolj spoznaš mesto. Sprehodili smo se do nacionalnega spomenika, ozrli največjo mošejo v jugovzhodni Aziji in nato nadaljevali samo čez cesto, kjer smo videli katedralo. Ja, katedralo. Da bom kdaj šla na mašo v Indoneziji, si pa res nisem mislila. Kot si do zdaj verjetno že dojel, je Džakarta res ful multikulturna. Tukajšnji preplet kultur in pa njihovo sobivanje je res samo občudovanja vredno. Šli smo pogledati tudi budistični tempelj, en izmed najstarejših v Džakarti. A te tale glavni trg na kaj spominja? Vse skupaj zgleda, kot da bi se teleportirali v Evropo. A si vedel, da je bila Indonezija včasih nizozemska kolonija in to se odraža še danes? In zdaj najboljši del našega raziskovanja Džakarte, obisk kitajske četrti. Kle pa res doživiš svašta. Od takih fulušnih prizorov, kjer režejo ananas, do teh ubogih ptičkov zaprtih v kletko. In kaj je najbolj presenetilo najine sopotnike? Definitivno tale zmešnjava s kabli. In čisto običajno preprosto življenje domačinov. Kaj pa ti, a bi upal obiskati prestolnico Indonezije? Zaupi nama v komentar.